Mi imamo še en dolg do naših fanov, ne. Mi smo naredili namreč nek live chat meseca marca, aprila, z Majo, ki je bil zelo dobro obiskan. In takrat je bilo obljubljeno, da bomo naredili še en live koncert, unplugged, v neki hotelski sobi, karkoli za fane, kjer bo lahko Maja komunicirala s fani in zraven bo pač nek kitarski trio, oziroma duo in Maja, igrali skladbe in glasbene želje, upoštevali fanov. To je recimo ena taka zgodba, ki jo bi radi še naredili, ker je pač neka obljuba. Ne. V tem času pa moramo vzdrževati nek nivo komunikacije. Najslabše, kar se zdaj lahko zgodi, da to zapade, da to umre do plošče in potem 2 tedna pred ploščo pa začnemo to bildati. Tako politično. Ne. Pred volitvami se zgodimo, ne. Prej se pa pač nobenega ni. Ne. Tako da ja, moramo vzdrževati zgodbo naprej, kljub temu, da mogoče ne bo toliko materijala, sploh pa ne toliko sočnega, kot je ta EMA, ne, toliko patriotskega konc koncev. Je pa baza velika, nam malo še bo zrasla in je treba izkoristiti. In nekako se mi zdi, da je fajn, da se usmerjamo v to, da pokažemo, kaj Maja počne v prostem času. Ne gremo preveč osebno v zgodbo, ker mislim, da to imamo druge revije, te stvari, ne. Ampak da dejansko malo iskaj, dejansko te fane zanima, kaj je Maja, kdo je Maja, ne kaj je Maja, kdo je Maja, ne. In na Facebooku imajo priložnost, da spoznajo Maja mogoče bolj osebno, ne. V tradicionalnih medijih vidimo samo to, kar Maja hoče drugi sporočiti, pri Facebooku pa mogoče kaj tudi Maja je, ne. In Maja je človek, ki to razume in mislim, da bo imela posluh za te zgodbe, ne.